tale današnji dogodek je tradicionalen, vsakoleten, tudi v tem mesecu, ki je namenjen tudi, bi rekla, ozaveščanju v zvezi s to problematiko. Zdaj delamo dejansko dogodek za to, da poglobimo našo sodelovanje, da je našo, bi rekla, kasnejšo vsakodnevno delo lažje, da s tem stkemo še boljše stike, boljše odnose medsebojne, vse službe, medinstitucionalno sodelovanje je tu strašno pomembno. Kaj se pa tiče naših dodatnih programov, ki jih imamo, se pravi, naš center v okviru naših javnih pooblastil pa zakonskih nalog seveda mora biti prvi, ki ponudi prvo socialno pomoč in tudi kasneje izvaja določene strokovne naloge. Ta nadgradnja, ki pa jo imamo, ki pa ni obvezna za centre, so pa ti krizni centri, ki jih imamo. Mi imamo v Mariboru 3, imamo krizni center za žrtve nasilja v družini, kjer nameščamo dejansko žrtve iz cele Slovenije. Potem imamo krizni center za otroke in mladostnike od 6 do 18 let, tudi v bistvu ni krajevno omejeno, nameščamo iz cele Slovenije, sicer je teh kriznih centrov v Sloveniji nekoliko več. Potem pa od letošnjega leta imamo še ta krizni center za otroke, Palček, ki je od marca naprej nameščamo, ki se je tudi pokazal kot strašno pomemben, ker ni bilo dneva, da ne bi imeli nameščenega otroka in isto tukaj nameščamo otroke dejansko. Razmišljali smo, da bo to verjetno prioritetno iz severovzhodnega dela Slovenije, zdaj se pa izkazalo, da nameščamo iz cele Slovenije, ne. Potem pa imamo še te socialnovarstvene programe, ki so tudi odlična, bi rekla, dodatna pomoč pri delu z samimi žrtvami nasilja, pa tudi povzročitelji. Tale svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab, tudi to je program, ki že deluje več let in se izkazuje kot zelo pomemben in potreben. Tukaj najdejo osebe, bi rekla, večkrat tisto, da se opogumijo, prvo točko, da sploh grejo nekam in spregovorijo, da si upajo odpreti usta in povedati in ugotoviti, ali so res mogoče tudi one žrtve nasilja, ali obstaja mesto, prostor, kjer bi lahko našle nekoga, ki jim pomaga, da se izvijajo iz tega kroga. Potem pa imamo tudi varno hišo, kjer se nameščajo osebe, ki so največkrat ali bile v kriznem centru za žrtve nasilja, pa so se tam odločile, da bojo nekaj naredile tudi dolgoročno, s tem, da se potem v tem programu varne hiše 1 leto ali pa tudi še pol leta dodatno, skupaj s strokovno pomočjo strokovnih delavk postavijo življenje čisto na novo in dejansko potem zaživijo brez tega, kar so doživljale prej. Nenazadnje tudi materinski dom, kjer so tudi, sicer ni varna lokacija, ampak kljub temu tudi zaznavamo, da so nameščene bile deležne nekih oblik nasilja v družini, pa tudi Pika dnevni center za otroke in mladostnike, kjer pa so otroci in ko spregovorijo in ko ugotovimo, da so tudi oni bili deležni ali kot priče nasilja med starši ali pa celo sami. In potem iz tega, bi rekla, iz teh programov tudi detektiramo potem naprej in lahko vključimo te otroke, te družine v nadaljnje pomoči. Tako da, vsi ti dogodki tukaj danes so zelo pomembni, da se zavedamo, da nasilje obstaja, da sicer kljub vsem trudu, zakonodaji, sodelovanju, čisto ne bomo mogli tega izkoreniniti, ampak pomembno je, da smo tu, pa da ljudje vejo, da obstajajo inštitucije, kam se lahko zatečejo.